Pozdravljeni! Zopet je čas za naš običajni komentar novic, kjer si bomo, kot ponavadi, ogledali vse tisto, kar se je zanimivega zgodilo v svetu Formule 1. Tudi tokrat, kot je že v naši navadi, se bomo ukvarjali s 4 različnimi sklopi. Ogledali si bomo novice, ki so bile objavljene v zadnjih dneh in so lahko dobile preveč pozornosti, druge morda premalo, nekatere so bile objavljene kljub temu, da si morda ne bi tega zaslužile, nekatere pa bi si zaslužile objavo, ampak le te nisem zasledil. Kot običajno, bližnjice do citiranih člankov bodo na vašo razpolago seveda v samem opisu, ukolikor bi vas zanimalo, kaj je pisalo v izvirnikih. Mi pa, da ne bomo predolgi, je kar najbolje, da začnemo z našo prvo novico. V našem prvem sklopu se bomo dotaknili izjemno sveže objave. Namreč na uradni spletni strani Formule 1 smo lahko 18. januarja zasledili, da nov športni direktor pri FIA bo verjetno znano ime Steve Nielsen. In marsikdo izmed navdušencev bo malce začuden, namreč Steve Nielsen je bil do sedaj športni direktor pri Formuli 1. Gre morda za neke vrste prestop? Je prišlo do kakšnega spora med FIA in Formulo 1? Še zdaleč ne. Najprej je treba razložiti, da v prejšnji garnituri je imela Formula 1 oziroma Liberty Media v bistvu podvojeno garnituro tistega, kar smo videli pri FIA. Naprimer, Ross Brawn, ki je spisal tehnični pravilnik, je bil zaposlen pri Formuli 1. In ne pri FIA, kot bi si marsikdo lahko predstavljal. In v tem trenutku smo lahko zasledili veliko šibkost, ki jo ima FIA pod vodstvom Ben Sulayema. Zato so pri Formuli 1 nekako pomagali svojemu zavezniku s tem, da so mu odstopili primeren kader. Steve Nielsen, kot zanimivost, je svojo kariero začel kot policist, se je kar hitro naveličal in leta 1985 vstopil v svet Formule 1 pravzaprav pri stranskih vratih, kjer je bil voznik, naprimer, za tisti tovornjak testne ekipe pri Lotusu in nato zamenjal kar nekaj ekip, kjer je bil sprva zadolžen za rezervne dele. A kljub temu, da je prišel v kasnejših letih do položaja športnega direktorja pri ekipah, je že od sezone 2017 zaposlen v Formuli 1. Torej človek, ki zna. In seveda, sedaj se ga bo umestilo stopničko nad tisto, kjer lahko najdemo komisarje in direktorja dirke. Kar pomeni, da pravzaprav sedaj mnogi, ki odločajo v Formuli 1, bodo imeli komu odgovarjati. Poteza, ki jo pozdravljam, in videli bomo morda v prihodnosti, da ne bo več nekih spornih situacij, kjer komisarji sami odločajo o tistem, kar so naredili prav in predvsem onim, kar so naredili napak. A pojdimo sedaj kar na drugo novico, ki je dobila bistveno več odmeva, kot si ga zasluži. Verjetno je marsikdo izmed vas zasledil, da velike nagrade Kitajske v sezoni 2023 ne bo. O tem so pisali mnogi viri, ki se ukvarjajo s Formulo 1. Naprimer članek, objavljen na spletni strani motorsport.com 17. januarja.
A to, da velike nagrade Kitajske ne bo in da pri organizaciji svetovnega prvenstva se ne bo iskalo nadomestne lokacije, je verjetno marsikomu izmed vas bilo že znano. Namreč, če pogledamo objavo z uradne spletne strani Formule 1 f1.com 2. decembra 2022, bomo v resnici zasledili isto novico. A razlika je v tem, da v decembru so se odločili, da velike nagrade Kitajske ne bo in da se ne bo iskalo nadomestne lokacije. Sedaj so to odločitev uradno potrdili. A v resnici nič novega in nič takega. Zato, če ste zasledili marsikje, da se je iz tega nekako ustvarilo neko novico, imate prav. Namreč mnogi, ki objavljajo v svetu Formule 1, kdaj pa kdaj ocenjujejo spomin nas, navdušencev, ki budno spremljamo vse tisto, kar se objavlja v tem svetu. A pojdimo raje naprej k novici, ki pa ni bila objavljena, čeprav bi si to zaslužila. Novica, ki bi si po mojem osebnem videnju zaslužila več pozornosti, je pa ona, ki sem jo zasledil na Twitter računu ekipe McLaren 17. januarja. Namreč v Wokingu so postavili bronast kip Mansurju Ožeju. O tem ni pisal noben izmed tistih glavnih virov, ki mu sam osebno dnevno sledim, in menim, da Mansur Ože bi si nekako zaslužil večjo prisotnost v medijih, ki se ukvarjajo s Formulo 1. Namreč bil je eden izmed glavnih udeleženih prvič pri postavitvi ekipe Williams in seveda na tisti nivo, ki smo ga videli v 80-ih letih. In na to je svojim sponzorjem Technik d'Avantgarde prišel v McLaren in praktično začel tisto fantastično ero skupaj z Ronom Dennisom. Ko je prišlo do preloma med Mansurjem in Ronom, ga je Mansur dobesedno izplačal, dobil nov, svež kapital iz arabskega sveta in zgodba McLarena se še danes piše v svetovnem prvenstvu Formule 1. Spomin na tega velikana Formule 1, ki je lani zapustil ta svet, bi moral biti prisoten tudi v drugih virih in ni samo stvar ekipe McLaren, ki pa se ga je seveda dostojno spomnila. A tudi tu moramo paziti na nekaj, kar je izjemno pogosto v svetu Formule 1. Mnoge novice se dobesedno ustvarijo, na zgodbe, ki bi morda bile celo zanimive, se pa enostavno pozabi. In o zgodbi, ki bi jo lahko tudi preskočili, bomo govorili v našem zadnjem sklopu. Namreč, če se je zgodba o Mansurju Ožeju nekako izgubila, se bo lahko marsikdo izmed vas začel spraševati, kako pa se je znašla naslednja v virih, ki se ukvarjajo s Formulo 1. Kot dobro veste, v Italiji je bil aretiran Matteo Messina Denaro, še zadnji izmed velikih šefov mafijskih družin. In kakšno zvezo ima to s Formulo 1? No ja, na spletnem portalu RaceFans smo lahko 17. januarja prebirali naslednjo zgodbo. Zgodba sega v leto 2021. Navdušenec iz Liverpoola je hotel si ogledati veliko nagrado Nizozemske. Odšel je v Zandvoort in na njegovo nesrečo je bil izjemno podoben Matteu Messini Denaru, vsaj po tistih fotorobotih, ki so jih imeli na razpolago pri nizozemski policiji. Nesrečnika so aretirali in po dolgem preverjanju seveda izpustili. Konec koncev nam zgodba ni povedala niti tega, ali si je navdušenec iz Liverpoola dirko ogledal ali ne. Zopet primer zgodbe, ki bi jo lahko tudi preskočili, seveda v zameno za tisto, ki smo jo lahko slišali v našem tretjem sklopu.
a to je Formula 1 v dobrem in v slabem. Kar se tiče komentarja, novic za ta teden, je pa seveda to vse. Hvala za vašo pozornost in nasvidenje.